Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Jaz grem zdaj na sprehod, vmes se bom pa ustavila še pri eni gospe v njeni službi, ker mi je prinesla domača jajca, ki jih bom uporabila za veliko noč, za pirhe. Hvala ti, veš. Zakaj nisem niti uprla, niti ne vem. Ja, bela so, ne? Po mojem, da ja. Ne bomo pojedli. Zdaj bom peljala kolo na servis, da mi malo naštimajo menjalnik, pogledajo še ostale stvari, kar je treba poštimajo. Zmenila sem se po telefonu že, da mi ga še operajo. Tako da se v kratkem pričakuje lahko tudi kakšna kolesarska turca. Jaz se že veselim, vreme se je uštimalo in mislim, da ni kaj več čakati. Servis za kolesa imamo tukaj blizu. Rekli so, da bo jutri rešeno. Super! Vse mi bojo poštimali. Zdaj grem pa še malo na sprehod. Kolo sem oddala, se že prav veselim, ko bo zrihtan jutri. Potem sem šla še malo na sprehod in pa vmes sem se ustavila še pri mesarju. Kupila sem pa pol kila purana in pa reberca. Sem rekla, naj mi da 4 reberca, jaz sem mislila tako 4, ne? In on mi začne 4 take kose nalagati. Sem rekla, ma ne toliko, jaz sem mislila polovico tega. Tako da sva se pol zmenila. To je 1 rebro. Dala sem pa 11,24 € za obojno. Reberca so bila 4,90 € in pa 6,29 € je bil puran. Računajo pa tudi nosilno vrečko, čeprav ti jo da avtomatsko. Pa poglejmo, kaj bomo imeli za večerjo. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. Živjo, danes je materinski dan. Ja, kupila sem te vrtnice, to je iz mila narejeno, tako da v bistvu tudi eno tako poceni in praktično darilo. V bistvu gre tako bolj za pozornost, kakor pa kaj drugega. Ena vrtnica pripada moji mami, ena moji hčeri, ena pa seveda moji tašči. Mi se ob teh praznikih ne obdarujemo ne vem kaj, ampak glih ena taka pozornost je pa lepa. Tako da, drage dame, tudi vam želim en lep materinski dan. No, da vam pokažem, kaj sem pa jaz dobila. Orhideja se bo še odprla, ko ima tak lep popek. Moški boste mogli še malo počakati do 15. junija, ko je očetovski dan. So me pa zdaj klicali z Bisporta, da je moje kolo pripravljeno in ga grem kar iskat. To kolo so mi zdaj rešili, naštimali, podmazali, tako da zdaj pa sam letel. Za servis sem dala 49,50 € oziroma bom rekla skupaj s čiščenjem. Za verigo je rekel, da bi bilo treba naslednje leto že menjati, da je na nekih 70%. Sem jih pa prosila, da mi krmilo nič ne tikajo, zaradi tega, ker imam bel trak navit gor in jaz to sprot čistim, tako da je vedno bel. Sem pa enkrat prej prav ponorela, ker so mi umazali sedež, ker tudi sedež imam bel in mi je en fant, en študent je bil, ki je tam
pač servisiral kolesa, vse pomazal, ma sem rekla, kaj si delal? Ma vse ne moreš verjeti. In potem sem šla do šefa in povedala, mislim, sem rekla, to pa tudi ni nič. Ne? In ves umazan kolo nazaj. Sem rekla, ne mi ščistijo, kakor vejo in znajo. S tistim šmerom, ne mi drugič ne tika. In so tudi potem uredili in smo se pa v redu zmenili. Ja, in eni so tako šlampasti, da jih prav nič ne briga, nobena stvar, verjetno tudi svoje stvari ne. Živjo. Sem se šla malo zapeljati, da vidim, kako so mi kolo zrihtali. Tako da zaenkrat je čutiti, da v redu laufa. Ne bom pa šla daleč, zaradi tega, ker so napovedane nevihte. In zato sem tudi malo odlašala, ma sem se potem vseeno odločila in zapeljala en krog. Zapeljala sem se pa kar tlele po Solkanskem polju, zaradi tega, da sem blizu doma, ker se lahko vsak čas ulije. Imamo pa 17 stopinj Celzija. Glejte, koliko je črno. Se ne bom prav nič ubirala. Zdaj sem začutila prve kaplje, tako da bom kar pošibala domov. Prav na hitro. Čau, se vidimo doma. Jaz pa ne bi rada, da se mi kolo zmoči. Aha, avto imam odzadi. Tako mi tudi radar lučka zapiska, kadar se mi približa odzadi kakšen avto. Vreme je zdržalo. Mojih prvih letošnjih 10 kilometrov je za mano. Super občutek. Kolo teče lepo, tako da bo treba počasi na kakšno daljšo turco. Živjo. Danes bom za kosilo naredila sladke testenine z drobtinami. So pa te testenine zelo priljubljene, zaradi tega, ker so take enostavne za pripravo. Ni vedno nujno, da date sladkor, lahko date tudi kakšne orehe, mak ali mogoče med ali pa celo marmelado. Najprej bom skuhala testenine. Potem bom stopila maslo, dodala drobtine, jih malo prepražila in dodala še ostale reči. Sladkor, pa malo bom dala cimeta in pa en vanilin sladkor bom dala. Ko bojo pa testenine kuhane, bom odlila vodo in dodala drobtine. Vse skupaj premešala dobro, tako da se bojo tiste drobtine res dobro prijele vseh testenin. Zdaj bo vsak čas zavrela voda, potem bom dala pa noter testenine. In hkrati bom začela delati kar drobtine. Jaz imam kar na škatli napisano, koliko časa se kuha. Suhe testenine dam kar na krožnik, tako da malo količinsko zmerjam. Če ne pa tole glihene 12 dek, kaj tazga. Jaz imam tako, za eno osebo 12 dek testenin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Tako, 9 minut smo rekli. Zdaj bom pa pripravila še maslo. Maslo dam recimo 1/4. Zdaj počakam, da se maslo stopi počasi. Če ne pa to maslo oziroma drobtine lahko naredimo tudi v ponvi, pa potem na drobtine damo pašto. Drobtine pa prepražam toliko, da glihen malo zadišijo. Pa tudi, da dobijo glihen malo drugačno barvo. Zato je mogoče boljši, da bi se v ponvi delalo. Zdaj bom dodala vanilin sladkor, pa ene 3 žlice navadnega sladkorja. Aha, testenine so. In pa še malo cimeta. Ja, zelo lepo diši že zdaj. In to tisti cimet da tudi svoj tak von. In tudi okus seveda, ne? Ma kaj bo to dobro. Sem si malo preveč testenin naredila. No, če zdaj odlijem vodo.
Tako, mislim, da bo kar dovolj. Zdaj pa dobro premešam, da se drobtine primejo testenin. In to je vsa umetnost. Testenin je ratalo kar malo velik, tako da bi lahko dala manj. Dober tek. Nobenih pripomb. In zadnjič sem dala vnukini, pa ji nisem povedala, kaj. In potem me je hči vprašala, kaj je jedla za kosilo. Je rekla, sladko pašto. Pa tako, je bilo malo čudno. Po mojem je to kar orang hranljiv obrok. Vse bom pojedla. Stran pa ne bomo metali. Sem si naredila glih malo preveč, tako da bom pustila še za kasneje. Bom pa pogrela. Hvala za vašo pozornost. Bodite fajn in se vidimo naslednji teden. Čau, čau.